Prehajamo na 7. točko dnevnega reda. Predlog odloka o rebalansu proračuna občine Kamnik za leto 2025. Skrajšani postopek. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 18/1, predlagatelj je župan, poročevalci pa Lidija Božič, Andrej Osolnik, Sara Sitar, Timotej Štritov, Katarina Vegelj, dr. Mitja Pavliha in Boris Ravbar. Besedo predajam Timoteju Štritovu. Timotej, izvolite. Ja, hvala za besedo. Torej, odlok o proračunu občine Kamnik za leto 2025 je bil sprejet na 14. seji občinskega sveta občine Kamnik 18. decembra 2024 in objavljen v uradnem listu. Razlog za pripravo prvega rebalansa proračuna občine Kamnik za leto 2025 je zagotovitev sredstev za investicije predvidene v občinskem proračunu ter vključitev novih projektov v načrt razvojnih programov, s čimer bo dana možnost za pridobitev državnih in evropskih sredstev. In sicer izgradnja premostitvenega objekta Brv Virtus, nakup gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin, izvedba sončnih elektrarn v lasti občine Preddvor ter drugih občin in javnih zavodov, projekt Riba za vse, pot tehnične dediščine Šmarca, nakup vozila urgentnega zdravnika, obnova spomenika padlim delavcem tovarne Utok. V predlogu rebalansa so upoštevane do sedaj izvedene prerazporeditve med proračunskimi postavkami. Korigirani so nekateri obstoječi projekti v načrtu razvojnih programov, kot je rekonstrukcija in prizidava šole Gost, oživitev Budnarjeve muzejske hiše in tako naprej, ter vključena je uskladitev z dejanskim prenosom sredstev iz preteklega leta. Postavke, ki so vezane na sanacijo posledic po poplavah iz avgusta 2023, so usklajene s predlogom rebalansa programa odprave posledic neposredne škode na stvari zaradi močnih neurij, z večdnevnim obilnim deževjem, s poplavami in plazovi 4. avgusta 2023, ki ga je občina Kamnik na poziv Ministrstva za naravne vire in prostor pripravila v mesecu marcu 2025. V odloku o rebalansu proračuna občine Kamnik za leto 2025 sta spremenjena dva člena, in sicer 2. člen, ki določa višino proračuna, je spremenjen zaradi sprememb na strani prejemkov in izdatkov, in pa v 15. členu je višina predvidene zadolžitve za financiranje investicij v proračunu povečana z 2 milijonov 880 tisoč evrov na 4 milijone 900 tisoč evrov. Kredit je predviden za izgradnjo kanalizacije v Motniku, in sicer 1 500 000, energetsko sanacijo vrtca Antona Medveda enota Tinkara 1 milijon evrov ter energetsko sanacijo knjižnice Franceta Balantiča Kamnik in glasbene šole Kamnik v znesku 2 milijona 400 tisoč evrov. V predlogu rebalansa so skupni izdatki ocenjeni v višini 62 milijonov 330 tisoč 464 evrov in so za 2 milijona 156 tisoč 825 evrov oziroma 3,6% višji kot v sprejetem proračunu za leto 2025. Pri občini Kamnik so izdatki povečani za 2 milijona 77 tisoč 821 evrov, pri krajevnih skupnostih pa za 79 tisoč 4 evre. Toliko na kratko, hvala. Hvala lepa. Odpiram razpravo v prvi obravnavi. Delovna telesa? Ne. Svetniške skupine? Ne. Svetnice, svetniki? Ja. Matija Sitar Močnik, izvolite besedo. Ja, hvala za besedo. Zdaj ne uvodoma povem, da se mi sam način, kako se v zadnje čase vodi finančna politika občine Kamnik, zdi čezdalje bolj milo rečeno čuden. Vse prevečkrat se namreč dogaja, da svetniki gradiva, ne samo kar se tiče finančnega, ampak tudi, recimo temu projektnega, dobimo na mizo, zadnji hip, češ treba je potrditi, če ne bo nič. Okolikor pa kaj izpostavljamo, se pa to bolj kot ne tretira, ali da smo proti oziroma da nismo za razvoj, kar je narobe. Mi smo za razvoj, je pa potrebno v teh zadevah odpreti debato, pa se v končni fazi naredi tudi neko strategijo, kajti tudi z tega rebalansa ven se vidi, ali pa vsaj jaz dobivam tak občutek, da se dela projekte stihijsko, češ nekje imamo možnost dobiti nekaj denarja, naredimo to, se odpre nov razpis, dajmo na vrat na nos prepraviti projekt za drugi razpis. Ne vemo pa za naslednje leto ali pa dve, katere stavbe so potrebne obnov, kakšna bo strategija s postavitvijo sončnih elektrarn,
vedno znova, praktično vsako drugo, tretjo sejo dobimo nek nov predlog postavitve sončnih elektrarn, s tem, da niti danes ne vemo, koliko je še, koliko je v načrtu, koliko teh elektrarn želimo imeti, na katerih objektih jih želimo imeti, ali je sploh smiselno, da jih imamo ali ne, temveč se to prilagaja nekim aktualnim razpisom na državni ravni. Zdaj, če se dotaknem nekaj točk tega rebalansa, kjer bi prosil za kakšno dodatno pojasnilo, je prva postavka 3615, odvoz zapuščenih vozil. Povečuje se za 100%, da se to povečuje oziroma da se skrbi za naravo je lepo. Me pa zanima, kako je možno, da do tega pride, kajti kot mi je znano, ne bi bilo vsako vozilo zavedeno na upravni enoti in okolikor ni odpeljano na uničenje oziroma prodano nekomu drugemu, upravna enota potem izvaja te postopke oziroma poziva lastnike, da prijavljajo trenutne lokacije vozil. Potem pridemo do postavke 4533, urejanje varnih poti, kar je super. Postavka se povečuje za 30%. Me pa zanima, ali imamo kakšen načrt, koliko teh poti je še potrebno urediti, v kakšnem času in pa ocenjene stroške oziroma kaj vse sploh pod urejanje varnih poti zapade. Potem pridemo do projekta na postavki 5257, kanalizacija Motnik in Stahovica Črna. Povečuje se za 25%. Z naslova nepredvidenih stroškov, kot je prestavitev teka vodov, vgradnja samonivelacijskih pokrovov, ureditev meteorne kanalizacije in podobno. Zdaj, znesek ni majhen, 25% povečanje investicije, glede na ocenjen projekt, se mi poraja vprašanje, ali je morda prišlo v samem razpisni dokumentaciji do kakšne projektantske napake in so zadeve izpadle iz popisov, oziroma kako je možno, da prestavitev vodov ni bila predvidena prej. Kar se tiče zunanjih površin pri osnovni šoli Frana Albrehta, smo ogromno že slišali, sem pa vmes malo pobrskal po aktualnem proračunu, po rebalansu in pa tudi po NRP-jih. In kot je bilo lepo predstavljeno, je bil projekt ocenjen na dobri 2 milijona evrov, medtem ko smo v NRP-jih predvideli zgolj 1 200 000. Se pravi, mi smo že v proračun štartali s postavko 1 200 000, čeprav smo vedeli, da je praktično pol manjša, kot je bila ocenjena vrednost. Super je, da se je naredil za manj denarja. Se mi pa tle postavlja vprašanje, da se je proračun takrat sestavljal zgolj na podlagi tega, da se je lahko zaprl, ne pa na podlagi realnih ocen, kar kaže tudi ocenjen prenos, se pravi, prenos je bil ocenjen na 4 milijone evrov, dejanskega prenosa je bilo 2 milijona evrov, kar je 50% manj oziroma drugače ravno ta razlika, za katero bomo zdaj jemali kredit. Nadalje me zanima, v NRP-jih so predvidena sredstva v prihodnjih letih za kreativno četrt Barutana, vsako leto po 50 000 evrov, če se da dobiti kakšno obrazložitev, kaj se tam predvideva. In pa postavka, ki najbolj bode v oči, 9157, energetska sanacija enote Tinkara, povečuje se za 700 000 evrov. Zdaj, po nekih neuradnih informacijah sem slišal, da ne bi šlo zgolj za prenos sredstev iz prihodnjega leta v letošnje leto, žal pa pri branju gradiva to ni razvidno. Se pravi, pri branju gradiva to pomeni, da se postavka povečuje za praktično 700 000 evrov, pri čemer je pa v NRP-jih za leto 27 in 28 ponovno predvidenih po 200 000 evrov vsako leto. Se pravi, bomo dali še 500 000 evrov v to energetsko sanacijo in ponovno pridemo v vprašanje, koliko je to smiselno. Ali je smiselna izvedba teh energetskih sanacij, ali bi bilo smiselno, tako kot smo tudi že danes slišali, eno točko pred tem, da bi mogoče kdaj razmišljali o gradnji kakšnega novega objekta, tudi če ne gre ravno za športno dvorano. Toliko za enkrat. Hvala. Hvala lepa. Besedo predajam Nataliji Berlec. Natalija, izvolite. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem. Jaz se povsem strinjam z uvodom, ki ga je načel Matija. Verjetno ne bi imeli toliko vprašanj, pa toliko pripomb, če bi ta proračun že pravzaprav
skupaj delali v sami osnovi. Bom zdaj samo izpostavila, da se ne bom preveč ponavljala, postavke. Postavka 1135, kjer piše, da zaradi upokojitve večjega števila javnih službencev bo predvidenih, mislim, da 50 000 več. Me zanima, koliko je teh javnih uslužbencev, ki se bo upokojilo, pa če bo prišlo do nadomestnih zaposlitev potem. 4533 postavka urejanje teh varnih poti. Matija je izpostavil, koliko je še teh poti za urediti. Mene pa zanima, tako zelo skupaj tole noter napisano, katere varne poti, kje so te varne poti, kjer se bojo gradili te hodniki za pešce pa na teh izpostavljenih nevarnih odsekih. Ravno tako bi izpostavila tole odpravo posledic škode, ta sanacija deponije, ali pa če rečem, če je celotno od postavke 6645 pa tja do 6656, pravzaprav gre za neko premetavanje zneskov, se mi zdi, da mogoče malo zgubljamo potem na koncu sled v tem, kaj točno se bo delali ali pa naredili. Naslednja je tudi energetska sanacija vrtca, se pravi enote Tinkara 9157 postavka. Jaz upam, da se tale znesek je res visok, da se ne bomo potem spet sprašvali, v kakšne sanacije bo prišlo, pa da ne bo kakšnih WC-jev brez. In piše, da da bomo kandidirali na razpisu MOPE-ja. Jaz upam, da tak razpis pač uspe, me pa zanima, kolikšen znesek bi si lahko mi tam obetali, ali procentualno domnevam, da lahko vsaj veste. Toliko za enkrat, hvala. Hvala lepa. Besedo predajam Aleksandru Ušiču. Sandi, izvoli. Ja, hvala za besedo. Ko sem na kolegiju izvedel, da bo rebalans, v bistvu nisem v nobenega dvoma, kaj bo s tem rebalansom, da se pričakuje, da bo gladko potrjen. Pol sem se poigral z mislijo, da bi kakšen amandma pripravil, pa sem ugotovil, da je 3 dni prej, pa da se je že dosti prej vedeli in da bo glasovalen stroj sigurno dobil navodila, kako je treba glasovati in da ni variante, da gre amandma čez, tako da se s tem rajš nisem ukvarjal. Sem pa pogledal malo gradiv in ki sam potrjuje to, da je edino prav, da sem proti temu rebalansu. Začel bom tam, kar me najbolj moti. To je načrtovan najem kredita, povečan z 2 880 na 4 900 000. Kredit je predviden za izgradnjo kanalizacije v Motniku 1,5 milijona, to smo deloma že vedeli takrat, pol pa energetska sanacija vrtca Antona Medveda, enota Tinkara, 1 milijon. Na junijski seji pa občinski svet potrdil investicijski projekt, kjer je bančni kredit za 2025 0, za 2026 pa 352 587,59 evra. Tukaj se meni zdi ena konkretna razlika, tako da me zanima, kje se je tukaj zataknil. Pri knjižnici je pa 2 400 000, tam smo imeli pa v investicijskem projektu 2 47 000. Zdaj, na odboru sem že dobil odgovor, da gre pri enoti Tinkara, v bistvu se v investicija že letos zaključila, tako da to razumem, da je prenos v letošnji let celotne investicije, ampak da je pa 1 milijon kredita za to potrebno, ob dejstvu, da naj bi 460 848,89 evra dobili na razpisu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Takrat je pisalo, da je predvidena objava javnega razpisa za energetsko prenovo javnih stavb v septembru 2024 in zanima me, a je ta razpis bil ali slučajno ni bil. In je občina Kamnik kljub temu, da razpis ni bil objavljen, šla, bom rekel, malo z glavo skozi v eno investicijo konkretno. In ta isto vprašanje se tudi za druge vse te energetske sanacije pojavlja. Sicer je že Matija omenil, ampak je bil skoraj za 1 milijon prenizek. 4 912 000 je bilo prenosa v veljavnem proračunu. Jaz sem že takrat vedel, da ta cifra je tako lepo zaokrožena na 1000 samo zato, da se je proračun zaprl, prihodkovna pa odhodkovna strana.
ampak da se pa zmotaš za 2 milijona 100 skoraj, je pa malo tako, no, tako da, ampak nekako pa v bistvu zgodba dobiva eno celotno sliko. Zdaj pa, če gremo še na vse skupaj postavke, ne, to, kar je tudi že Natalija rekla, občinska uprava, materialni in drugi stroški, tukaj zdaj bojo očitno zunanji izvajalci, ki bojo nadomestili zaposleni, ki so šli v penzijo, pa v sosednje občine pa še kam nadomeščali zunanji izvajalci. Zato je tukaj 50 000, jaz to tako razumem. Tako da bi prosil za pojasnilo, za katera področja ima zdaj občina Kamnik ne notranje zaposlene, ampak zunanje izvajalce. Potem imamo tukaj sanacijo deponij. Naravne nesreče 4.8.2023. 185 105 imamo v sprejetem proračunu, z rebalansom dvigamo za 506 232 na 691 337. Na deponijah vemo, da je uporaben material in tukaj me zanima prihodkovna plat tega materijala. Kaj je občina Kamnik dobila od tistega, kar nam je narava dala, ker vemo, da smo na tej seji v tej sobi se pogovarjali o tem in tudi gospod podžupan je rekel, da se bo zavzel za to, da bo s tem materialom lahko upravljala občina Kamnik in mislim, da je zdaj skoraj že 2 let potem čas za eno poročilo o tem, kje je ta material in kam se je ugradil. Stroški začasnih nastanitev je pojasnilo za 120 000, me pa zanima, je s tem zdaj konec ali imamo še vedno kakšne začasne nastanitve. Oživitev Budnarjeve hiše se z 20 000 povečuje na 70 000, me zanima tukaj, a je kakšna vizija, kdo bo to upravljal in tako naprej, ali bomo spet samo obnovili, pol bomo pa čakali. Če sem prejšnjo sejo potrdil in se strinjal, da občina Kamnik potrebuje novo vozilo, ne, bi pričakoval, če se bomo zadolževali, da se bomo pa mogoče vprašali, je to smiselno, ne. A res rabimo nov avto, ne. Mislim, da vsak od nas doma, ki se odloča za kakšne investicije, ne vem, pred zimo verjetno bo prej peč za kurilno zamenjal kot avto kupil. Mislim, da je to stvar, kar lahko počaka. Sej malenko 40 500, park je 2 milijona kredita, ampak teh malenkosti je v našem proračunu ne, tako da. Postavka 4533, urejanje varnih poti, povišanje za 50 000, za katera konkretno hodnike tole gre? Ker je samo napisano izgradnja hodnikov za pešce na izpostavljenih nevarnih odsekih in tako naprej. Pol se pa še enkrat vrnem k elektrarnam. 5621 postavka je izvedba sončnih elektrarn v lasti občine Preddvor ter drugih občin in javnih zavodov. Sredstva so namenjena pripravi dokumentacije za prijavo na razpis. 83 726 evrov. Potem imamo postavko 9277, izvedba sončnih elektrarn v lasti občin in ostalih javnih zavodov 88 000, sredstva so namenjena postavitvi sončne elektrarne na vrtčevski enoti Sneguljčica. Zdaj, ali nek bomo samo za projekte dali 83 000, nek bomo pa 88 000, za 88 000 dobili elektrarno. Tukaj mislim, da nekaj našpilano. Tako da bo čas pokazal, no, to, kar je bilo že prej rečeno, ali so te energetske sanacije pa vse te elektrarne, ali je prinesle toliko prihrankov, kot je vložkov. Me pa skrbi, če se vrnem na prejšnjo točko, ker vidimo, da nove investicije prinesajo lahko tudi nove dodatne stroške. Tako da, hvala. Hvala lepa. Besedo predajam Nini Semprimožnik. Nina, izvolite. Hvala. Najprej ena pripomba na predlagani rebalans. Zdaj nekako investicije, ki so v teku, najverjetneje jih bomo izpeljali do konca.
Ampak jaz bi se pa tukaj navezala predvsem na eno težavo, ki se ne skriva toliko v samem financiranju, ampak bolj kot samo financiranje me tukaj moti površna in pomanjkljiva priprava projektov. Zdaj trenutno imam kar malo pogled v to problematiko, ko je potrebno reševati neke zadeve, ki niso bile predvidene v samem projektu. Opažam, da je načrtovanje brez upoštevanja dodatnih del, ki jih ni bilo smiselno izvesti sočasno, kar bi prineslo znatne finančne in predvsem časovne prihranke. Poleg tega se v pripravo projektov pogosto ne vključuje lokalne skupnosti, čeprav prav lokalno prebivalstvo najbolje pozna razmere na terenu in bi lahko s svojimi predlogi prispevalo k boljši in učinkovitejši izvedbi. Pogosto se zgodi, da bi se že ob načrtovanih delih lahko izvedla še druga nujna ali smiselna dela, a ker niso predvidena v osnovnem projektu, do tega ne pride. Menim, da bi bilo treba v prihodnje več pozornosti nameniti tem vidikom. Kvalitetnejši pripravi projektne dokumentacije z upoštevanjem vseh relevantnih okoliščin, vključevanju predstavnikov lokalne skupnosti že v fazi načrtovanja in večji fleksibilnosti pri izvedbi, da se lahko smiselno vključijo dodatna dela, če so za to pogoji seveda ugodni. Tak pristop ne bi pomenil le racionalnejše porabe proračunskih sredstev, temveč bi tudi prispeval k večjemu zadovoljstvu prebivalcev in boljšemu sodelovanju na terenu. Tako bi pri pridobivanju soglasij, kot tudi pri dolgoročnemu sprejemanju investicij strani skupnosti. Jaz sem iz Motnika, trenutno tukaj le na rebalansu gre kar za podražitev veliko. Vem pa, kako je bilo in kako se zdaj stvari odvijajo. Vsekakor to, kar sem povedala, definitivno drži in se še vedno nagibam k temu, da naj se vključuje, naj se načrtuje vnaprej. Ker dejansko je tako, tukaj moraš res stati zraven, bdeti na tem in v bistvu biti res siten. A je tako? Veliko licev obrniti, ker konec dneva, ko se dela zaključijo, sem jaz tista, ki stojim naprimer zraven nezadovoljnih domačinov ali pa kar bi se pa če moglo zgoditi. Ne? Tako da mogoče, ja, po vsej verjetnosti rebalans danes bomo potrdili, ampak naj pa razmislimo za naprej. Mislim, da se to že kaže zdaj pri športni dvorani, ko smo pač poslušali, kaj treba vse narediti. Potem imam pa še eno zadevo. In sicer tukaj je pa vprašanje, ki se veže na postavko 6306, prevezava zasebnih vodovodov v Tuhinjski dolini na kohezijski vod. To je bila ena izmed bolj pomembnih investicij v zadnjih letih. To je bila izgradnja kanalizacije javnega vodovoda v Tuhinjski dolini vse do naselja Šmartno. V javnosti in med prebivalci Tuhinjske doline se pojavljajo vprašanja glede izvajanja priklopov na javni vodovod, predvsem pa nejasnosti, ki zadevajo. Gremo po vrsti. Priklopi stanovanjskih hiš. Ali se nove stanovanjske hiše oziroma objekti, ki se gradijo po izgradnji javnega vodovoda, priključujejo na javni vodovod? Če ne, iz katerih razlogov se še vedno priklapljajo na zasebne vodovode kljub obstoječi javni infrastrukturi? Kako občina nadzoruje in spodbuja prehode zasebnih na javni vodovod, kar je ključno za zagotavljanje kakovosti pitne vode in vzdrževanja infrastrukture? Potem se navežemo na komunalni prispevek. Ali se v okviru obračuna komunalnega prispevka upošteva tudi priključitev na javni vodovod? Kako se ta prispevek razlikuje med tistimi, ki so priklopljeni na javni vodovod in tistimi, ki uporabljajo zasebne vodne vire? Kakšni so pogoji za oprostitev ali zmanjšanje prispevka, če se uporabnik objektivno ne more priklopiti na javni vodovod? In pa priklop javnih ustanov, še nekaj vprašanj. Zakaj se kljub dokončni investiciji v javni vodovod številne občinske ustanove, kot so na primer osnovna šola Šmartno, vrtec Šmartno ter objekti krajevnih skupnosti, še vedno niso priklopile na javni vodovod? Kakšni so načrti občine za čimprejšnji priklop teh ustanov, ki bi morale biti zgled lokalni skupnosti? Ali obstaja časovni načrt in proračunska sredstva za dokončanje teh priklopov? Hvala. Hvala lepa. Besedo predajam Jožetu Korošcu. Jože, izvoli. Ja, hvala za besedo. Jaz se bom mogoče samo tla treh postavk dotaknil in sicer vzdrževanje javnih cest, to se pravi na treh investicijsko obnovitvena dela na javnih cestah, ki je iz 700 na 600 znižan. Potem je poškodovanih lokalnih cest iz 700 na 600, pa še ena iz 800 na 700, se pravi redno vzdrževanje lokalnih cest, se pravi 300 tisoč predvsem, gre to, se pravi kar velik odstotek gre dol, glede na to, da ni to veliko denarja za toliko cest, to sem že prej imel vprašanje.
Se mi zdi, da bo ta denar mogel priti spet potem z rebalansom verjetno konec leta nazaj, ali pa je nekje vključen v te sanacijske poplave, no, da mogoče, da je kje kakšna cesta, ki je pač to utrgan, kakšen plaz, da mogoče tudi potem gre pod tisto postavko. No. Tako da jaz bi želel, da to ostane v prihodnje ta denar noter. Predvsem zato tudi, ker še nimamo, pač koncesionarji še vedno isti. Cene, ne vem, so verjetno na koncesijah kar visoke za vzdrževanje in seveda iz tega denarja se ne naredi toliko čuden velik. No. Mogoče zdaj zadnje čase malo več, ker pa nekaj časa pa tudi se pa ni naredili. So bili tudi cene take postavke, da ne vem, 50 € ena luknja pol kvadrata za zaflikata, ne, tako da imaš že za to nov asfalt in utrditev. Tok, no, mogoče imam samo okoli tega, drugače pa ja, razlike so tla pri nekaterih postavkah kar velike, neke nove postavke so notri in to bi bilo mogoče v prihodnje fajn, da bi se malo okoli teh zadev novih predvsem pogovorili. Hvala. Hvala lepa. Besedo predajam Bojani Pančur. Bojana, izvoli. Hvala za besedo. Zdaj se bom jaz malo ponavljala. Jaz sem tudi hotela izpostaviti tele 3 postavke, ki je že gospod Jože izpostavil. In sicer me zelo moti, ker so se postavke za vzdrževanje cest, za obnovitvena dela in pa za ureditev poškodovanih cest zmanjšala. Končno smo v proračunu v decembru prišli na malo večjo številko, pa so zdaj spet šle vse dol. Tako da predvsem na vzdrževanju me je zmotil en stavek, ki piše zaradi nujnih projektov ter investicijskih vlaganj na drugih področjih. Meni se zdijo ceste zelo nujno področje. Pa tudi mislim, da jaz sem sicer malo iz drugega konca, nisem z mesta, ampak dol so pa nas so čisto druge prioritete, no. Tako da mogoče bi bilo fajn, če bi šel kdo enkrat malo orang pogledati, po kakšnih cestah se vozijo, ali asfaltnih ali makadamskih. Tako da ne vem, če bo glih s tem denarjem, ki se spet znižuje, če bomo pač uspeli priti kaj več od tistih 97 kilometrov, ker se mi zdi, da zdaj že od 2022, ker smo tle se skozi nekje okrog 97 vrtimo. Pa ne vem, če smo šli kaj dol, pa je bilo kar precej cest asfaltiranih. Sam ne vem, kje je skozi tisti kilometer 97 kilometrov. Skozi smo tam na istem. Pol me pa zanima tudi, kako je s koncesijo na tem področju. V decembru, ko je tudi gospod Jože vprašal, vem, da je bilo rečeno, da bo podaljšana do 30.6. Zdaj to bo kmalu, pa nisem nikjer zasledila podatka, ali je bilo to podaljšano še naprej, ali je kaj drugače. Prej je bil že en odgovor v eni prejšnji točki, da bo asfaltiranih letos 2,9 kilometrov cest. To je ravno približno toliko pride ravno tisti odseki, ki so v proračunu noter poimensko po odsekih navedeni. Pa me zanima, če so to te ali so to kakšni drugi še zraven vključeni oziroma če se kjer izmed teh pač ne bo delal. Tudi mene zanima malo bolj podrobna obrazložitev postavke 4533. Zakaj se ta postavka povečuje za 50 000? Je kakšen nov odsek, kakšna nova varna pot, ki prej ni bila vključena v proračunu? Ali je ta povišanje povezano tudi kaj z naslednjo točko, z eno izmed naslednjih točk, s celostno prometno strategijo, da je to kaj planirano, ali pač kaj je ta 50 000 evrov? In pa še povišanje na postavki 4503 za zimsko službo. Zdaj, če jaz tle prav razumem, to se povečuje za malo manj kot 25 000 evrov. Ali to pomeni, da so zdaj ta sredstva že vsa porabljena za to zimsko službo? Kaj pa pol septembra bo spet rebalans, da se bo to spet povečalo? Ker ta znesek se mi zdi kar velik, no. Mislim, da je nekaj čez 400 000, pa glede na to, da ni bilo glih neke zime letos, se mi zdi kar veliko, no. Tako da moti me predvsem to zmanjšanje sredstev na cestah, pa na teh zadevah. Not pa je kar nekaj takih projektov, ki pa ne vem, če so glih toliko zelo nujni, kakor ceste, no.
pa mogoče bo treba v prihodnje res narediti kaj na tem, ker smo se že večkrat pogovarjali o teh cestah. Zdaj se bojim, da bo tako, kot je gospod Jože izpostavil pri prvem vprašanju in pobudah, da če se bo, da se bo počasi tudi sanacija in asfaltiranje cest ustavili z vsemi temi projekti. Potem pa čez 10 let ne bomo na 97, ampak bomo na 150. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo bi predal Timoteju Štrutefu. Timotej, izvoli. Ja, hvala za besedo. Zdaj vprašanje je bilo kar nekaj, zdaj žal na vse ne znam odgovoriti, se bom potrudil na kakšno stvar, ki mi je mogoče malo bolj blizu, ali pa tako zdaj, kar se tiče vlaganja infrastrukture, mislim, da je čisto enostavno, pač če damo nekje 200 000 evrov manj ali pa več za ceste, moramo drugje pač vzeti ali pa dodati, ne, kar se pa tiče konec koncev je pa tako, da tudi kar jaz opažam, kar se tiče infrastrukture, se na periferijo bistveno več vlaga in v ceste in v infrastrukturo, kot pa v sam center Kamnika. Tako da jaz mislim, da tle definitivno ni periferija, če temu tako rečemo, nikakor prikrajšana v primerjavi s centrom Kamnika ali pa z bolj urbanimi naselji. Za javni vodovod, za priključitev osnovne šole Šmartno, to vem in sem se že nekaj časa nazaj rekel, da se moram enkrat lotiti začeti ukvarjati s tem, zakaj se osnovna šola še ni priklopila, ker mislim, da bi se definitivno mogla, tako da upam, da najdem čas čim prej, da se to razčistno, ker pač definitivno bi se zadeva mogla priklopiti, po mojem mnenju. Lahko da je pa kakšen razlog, da se še ni. Kar se tiče površnosti priprave projektov, no tukaj zdaj se definitivno strinjam, da bi bilo ali pa da je smiselno krajevne skupnosti ali pa lokalno prebivalstvo čim več vključevati, ker večinoma imajo konstruktivne predloge. Ravno s tem namenom smo naredili že en tak sestank, naprimer na Seljah, v zvezi s načrtovano gradnjo kanalizacije, ki bo verjetno šele čez kakšni 2 leti se delala, ampak tako, no, tako da to se bomo trudili, da bi več idej s terena nekako pridobili v začetni fazi, ne pol, ko so že stroji na terenu. Ne. Kar se tiče koncesij, so bili v tem tednu oziroma prejšnjem tednu pripravljeni aneksi, s katerimi se bojo koncesije podaljšale do konca leta. V tem času se bo pač treba resno lotiti načrtovanja, kako urediti zadeve naprej, ali z razpisi za nove koncesije ali na kakšen drug način. Kar se tiče postavke za urejanje varnih šolskih poti, je zdaj nekako še vedno v igri, pa še zmeraj nismo dobili podatka, kdaj bo točen izveden sestanek na terenu za Pločnik v Krivčem, tega pač še zmeraj nekako nismo izgubili upanja, da bo uspelo, čeprav je tle kar nekaj izzivov. Nekateri pravijo, da bi se mogli prej začeti s tem ukvarjati, mogoče kasneje je pa tako, no, zdaj določeni so tako ljudje, z enimi se v 1 uri zmeniš, z enimi se pa tudi v 3 letih ne. Tako da bi pa sigurno bilo bolj enostavno, če bi se že prej začeli, verjetno, no, ampak v glavnem tam je kar nekaj zapletov, no, ampak nekako recimo, da upamo, da se bo zadeva rešila. Zdaj za ostale konkretne, no, se pa strinjamo, pa pripravili oziroma podatke oziroma obrazložitev bolj konkretno, da se bolj konkretno navede, za katere odseke se bojo z tega naslova urejali. Jaz bi zaenkrat toliko povedal, no, ne bi rad določene stvari še, ker nimam točnih podatkov, zdaj v glavi ne bi rad ugibal, ker z vsemi projekti res nisem seznanjen z vseh oddelkov. Tako da razen, če bi podžupan še kaj glede deponije ali pa drugače pa z moje strani to, zaenkrat to, hvala. Ok, hvala lepa. Še kdo? Ja, Matija Siter Močnik, izvolite besedo. Ja, hvala lepa. Navezal bi se na en stavek, ki sem ga ujel med razpravo, in sicer, da bomo rebalans verjetno potrdili. Ne vem pod na kakšnim razlogom oziroma zakaj bil ali pa kdo pritiska na vas.
Vse to, kar danes poslušamo oziroma kar je pripeljalo do tega rebalansa, se je vedelo že ob pripravi oziroma ob sprejemanju proračuna. Vedeli smo, tako kot je Sandi rekel, da je bil prenos prenapihnjen, več kot očitno so bile nekatere investicije ocenjene konzervativnejše, nekatere so bile mogoče malo napihnjene, ker je lažje potem vzeti. Izpostavljena je pa še ena zadeva, o kateri danes nismo govorili, in sicer povračilo strani države za popoplavno obnovo. Ob sprejemanju proračuna je bilo to izpostavljeno kot tveganje. Če sem prav prebral z gradiva in pa kar se govori, je, da država zelo počasi vrača ta denar oziroma ga ne. In ob sprejemanju proračuna smo takrat rekli, dajmo zastaviti bolj konzervativno, pa naredimo realen proračun, pa bi se danes pogovarjali o rebalansu, kam dati kakšen milijon, nekje ga vzeti. In zadnja točka, ali pa ena izmed zadnjih točk, ki je bila izpostavljena, je glede aneksa, glede koncesije in aneksov za koncesije, in ravno to je tisto področje, ki tudi nakazuje, kako se trenutno dela občinska politika, in sicer z vizijo za pol leta. Dajmo nekaj narediti, pa bomo čez pol leta premislili, pa dajmo spet podaljšati, pa bomo čez pol leta premislili. Podobno velja pri proračunih, podobno velja pri rebalansih in pa pri projektih, bodisi energetskih sanacij ali pa drugih razvojnih projektih. Nekajkrat sem tudi sam bil v tej situaciji, ko sem s stisnjenimi zobmi potrdil te dokumente, ki so bili pred mano, češ ni najboljše, ampak boljše, da nekaj naredimo, ampak se sprašujem, dokdaj še. In počas verjetno prihaja čas, ko se bo mogel tudi vsak tukaj noter vprašati, ali bomo nekaj potrjevali samo zato, da bomo nekaj naredili, pa mogoče dobili kakšen denar, ali pa bomo enkrat rekli, bob, pa se mogoče kdaj to dol usedeli, pa naredili vsaj za kakšno leto ali dve strategijo, postavili 2-3 projekte, katere mislimo v letu ali dveh speljati in potem to zasledovati. Tako da do glasovanja je še nekaj časa, vsak lahko še malo premisle in mogoče bomo stvari obrnili na boljše. Hvala. Hvala lepa. Besedo bi predal Aleksandru Uršiču. Sandi, izvoli. Ja, hvala za besedo. Jaz verjamem, da Timotej nima vseh odgovorov, zato bi bilo v bodoče dobro, da je tukaj kakšen vodja oddelka več na seji, ne. Ni dosti, da se pripravi gradivo, ker tukaj se pa razpravlja in fajn je, da dobimo odgovore, če že imamo vprašanja. In me res zanima, če nobeden ne ve od tukaj prisotnih, a ta razpis Ministrstva za okolje, podnebje in energijo je bil objavljen, a ni bil objavljen. Vsaj ta podatek bi bil dobrodošel. Sicer ne bo vplival na mojo odločitev, a ne? Ampak mogoče pa vplival na odločitev vseh ostalih. Tako kot je že Matija rekel, ne? Ker če se je v te projekte šlo brez ene garancije, da se dobi sofinanciranje, potem pa res ne vem, če se še ve, kaj se dela, no. Ker pol je pa finančna situacija občine Kamnik po moje res že malo zaskrbljujoča, pa je verjetno tale rebalans res že zelo nujen. Tako da, hvala. Hvala lepa. Besedo bi predal še Lidiji. Lidija, izvoli. Ja, hvala za besedo. Jaz bi sam povedala na temo prenosa sredstev, te ocene, ki je bil večkrat omenjen, kako je bilo prenapihnjen. Zdaj je res veliko znižanje, ampak v bistvu je to predvsem iz naslova sanacije po poplavah. Ker ta ocena je bila narejena na osnovi predpostavke, da bo občina dobila tudi državna sredstva za poplave, kar je bilo mišljeno za sofinanciranje izrednega programa, pa se to ni zgodilo. In v bistvu v letu 2024 je občina plačala računov za približno 1.800.000, ki še niso bili povrnjeni, a ne. In če bi država to v lanskem letu, če bi uspel ta denar v lanskem letu dobiti, pol ta razlika ne bi bila taka. Plačali smo pa to v bistvu je iz tega naslova, ker smo v 2023 dobili predplačilo za sanacijo po poplavah v višini 8.200.000. In
To je bilo črpanje iz predhodnega programa in ta sredstva smo vsa počrpali v lanskem letu. Je bil pa to pogoj, da se sploh lahko črpajo sredstva iz rednega programa. Se pravi, se je bilo treba potruditi, da se te 1 200 000 porabi in bilo odprtih precej projektov in ko je bilo 8 milijonov 200 porabljenih, je bilo kar nekaj projektov še odprtih, ki so se seveda normalno dokončali in tudi vse smo plačali. Tako da tega denarja pa še nismo pač dobili. In v bistvu tle se prenos sredstev iz preteklega leta znižuje, se pa na drugi strani povečujejo državna sredstva za odpravo posledic elementarnih nesreč, ker tistih 1 800 000 je zdaj letos predviden, da bomo dobili, ker to prej v proračunu ni bilo, pač če je bilo računano, da bo v lanskem letu. To je pač glede ocene prenosa z moje strani. Ok, hvala lepa. Jaz bi še na koncu dodal par stvari. Kar se tiče, da odgovorim Sandiju, se pravi deponije peska. Pesek, pač vsi vemo, da je voda na velikem jezu je. Pesek si zdaj občina deli z državo oziroma z direkcijo za vode. Direkcija za vode ga je pač odpeljala, imamo količine, dron posnetke, tako da bom eni prihodnjih sej, mogoče ta prvi jesenski, predstavil točne količine, koga je država odpeljala v železnike, koliko se ga je ugradilo v naše projekte, tako da je pa ogromno tudi tamle gor še pač, v bistvu pesek je zmešan z zemljo, tako da imamo to še na veliko vprašanje, kam bomo to tudi pospravili. To je to, kar se pa druge stvari tiče. Lejte, vi morate vedeti, pač smo pred leta, mislim, da 23, da sprejeli za Križanco, da jo bomo energetsko sanirali. Smo sprejeli. Se pravi, to je treba zdaj pač narediti. Takrat smo se prijavili na razpise, skupnim razpisi in to je treba pač zdaj narediti. Kanalizacijo v Motniku, vemo, je tu treba narediti. Zdaj druge, jaz mislim, da ne vidim, da jo ni. Na koncu je pa največji minus pa imamo tle, ker pač nam država ni nakazala zdaj za ta upravljen del, ki smo ga že naredili. Če bi mi imeli zdaj 2 milijona na računu, bi lahko to pač delali naprej. Mi moramo zdaj dejansko pač te projekte za poplavah, ki ljudje kličejo, sanacijo plazov tega, onga, 3., 4., 5. Projekte imamo narisane, nimamo zagotovljenih sredstev in nimamo s kje vzeti. Če pač mi projekte in da sploh imaš pogoj, da v državi dobiš denar, moraš imeti narejene vse projekte, vse pozitivno recenzijo, dipe narejene, vse, da potem sploh ti dajo pogodbo. Oziroma, da ti dajo sploh odprejo ti NRP na Ministrstvu za finance. A vi veste, kakšen postopek je to, a ne? Zdaj mi se tle pogovarjamo v stvari, ja, zakaj to niste tako? Zato, ker imajo oni postopek tak sledeč, ki sem še enkrat povedal, ponavljam, da ne bo kakšen rekel, da ni vedel. Plaz XY, ki se ga lotimo, ker je pač zadeva ogrožena hiša, je treba narediti ta prvi projekt, elaborat podnebnih sprememb, DIP, vse to, kar imaš, pošljaš na državno tehnično pisarno, ki pregleduje tudi 2-3 mesece in na podlagi pozitivne recenzije greš lahko v razpis. In ko imaš izbranega izvajalca na portalu, potem si upravičen, da ti Ministrstvo za finance odpre NRP. To je vsa stvar. In kdo ti bo naredil načrt, pa vse te stvari, kar sem zdaj naštel, na revers, bomo dobili kot država plačala. Ne bo noben, mi smo mogli to plačati. In sem zanj predstavil vam, koliko načrtov imamo narejen. Se pravi, koliko denarja, koliko enega napora smo mi v to vložili. Jaz vem, da se mogoče kakšnemu zdi smešno tole, ampak jaz ga vabim, hmen pa me ne pomaga. Res. Boste videli, zato sem zanj gospoda Lipičnika pozval, da naj pač nam pomaga. Ker to je pač nevzdržno. En se ne jav prostovoljno, pa ne prostovoljno, pa ne pride pomagati, bo videl, kako se pač tam ukvarjamo, Sanja zdaj že šla domov, ve, te pač pošiljajo od Poncija do Pilatija. To nimate, nimate, tle manjka to, četrt manjka, pa je to, mi smo pa to, kar je Lidija povedala, denarja založili. In to je pogoj, da sploh smo upravičeni, da nam država odpre NRP. Mi, ker se spomnite, ko so bile poplave, smo ga mogli takoj odpreti. Vse NRP-je smo sprejemali, se spomnite? Oni jih niso. A ne? Oni pa zdaj pravijo, mi bomo odprli NRP-je, ker boste imeli vi vso dokumentacijo.
Tisti denar, 8 milijonov 200, ki smo dobili pod predplačilo, je bilo, se pravi, prvo so rekli, da bo to za sanacijo po poplavah, ta prva stvar je bila še za mesec september, je bila z intervencijo, smo mogli vso intervencijo plačati tistega denarja, potem smo pa mogli ga porabiti do, datuma točno ne vem, v glavnem ne mogli porabiti, da smo pač naredili te stvari, kar je bilo narediti. Jaz pa mislim, da, ne mislim, vem, da eden tukaj noter ne more reči, da ni bilo nič narejenega po poplavah. Tiska je, ne dvigne roko, pa da vidim, ko je rekel. In ves ta denar, kar je narejen tamle gor, po Črni dolini Črne, po Kamniški Bistrici, po Kregorjem in Bistričici, jaz mislim, da jasno dokazuje, da je bilo ogromno narejenega. In jaz vas apeliram, podprimo ta rebalans, se strinjam, ni lahko, moramo razmisliti, kaj delamo, ampak zdaj pač moramo to spalati in za državo, kaj ne zdaj, ne rečemo pač, ne bomo podprli in bo rekla, država nam da denarja. Jaz mislim, da se tega ne moramo prvošiti. Tako da še enkrat apeliram. Zaključujem razpravo v prvi obravnavi. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o rebalansu proračuna občine Kamnik za leto 2025 v prvi obravnavi. Glasujemo. Glasovanje poteka. Za 12, proti 10. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Odpiram razpravo. V drugi obravnavi delovna telesa, ne, svetniške skupine, ne, svetnice, svetniki. Ja, Aleksander Rušič, Sandi, izvoli besedo. Ja, žal nisem dobil odgovora na tisto, kar se mi zdi ključno, no. Ta razpis Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Ne vemo. Hvala. Ja, bom rekel tako, pač oddelek dela razpise, se pravi ORI, ni bil prisoten, ni bil načrtovan za NSE, tako da pač tega podatka za 100% vam bomo podali enkrat v naslednjih dneh. Še kdo? Ne? Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o rebalansu proračuna občine Kamnik za leto 2025. Glasujemo. Glasovanje poteka. Za 13, proti 9. Ugotavljam, da je sklep sprejet.